tu je naš dom, tu smo doma. Naši cvetoči deželi, vse v žaru ljubezni kipi. Tu vedno Boga smo klejili in k bratom iskali poti. Drug drugemu sestre in bratje, brez gneva do tujih ljudi. Ob delu, molitvi in pitju, naš ročni stoletja živi. Tu je naš dom, tu smo doma in tu nas zemlje val morja. Na vse smeri gredo poti v svetlobi Božje milosti. Na vse smeri gredo poti v svetlobi Božje milosti. Tu je naš dom, tu smo doma. En lep pozdrav vsem vam, ki ste se zbrali pred malimi ekrani in seveda en lep pozdrav vsem vam, ki ste se zbrali v tem prijetnem ambientu gostilne Jezero. Kje drugje kot prav na Zbiljah. Ja, skratka, lepo pozdravljeni vsi skupaj v turistični oddaji. Odpiramo zelena vrata. En aplavz, prosim. Ja, turizem smo ljudje, pravijo v prvi vrsti ljudje. Pa da vidimo, kdo vse se je danes zbral, danes tukaj z nami. Ojoj, spet naša dva stara zdanca. Enkrat sta zelo na široko odprla zelena vrata in sedaj se nikakor nočeta posloviti od naših krajev. No, da smo si takoj na jasnem, vi ste kle, mi dva sva že cel popoldne kle. Meni se v glav vrti. On je pa lan, jaz sem pa jedu. Vi ste pa začeli prehajati ne pol ure nazaj sem, tako da dale, zanč uno brd sva mi dva prišla noter, zdaj ste pa vi noter prišli. Mi dva sva sem No ja, prišla, mi smo zelo na široko smo odprli vrata, zelena vrata in nekako sedaj vidim, da bo ponovno tale koncept postavljen na glavo. Povejte, kako ste se spet znašla tukaj? A ja, no, tu bo pa malo dlje trajalo, ne? Na Ringelšpil sem ga pelal. Ne, ta prvo brd sva bila pri Mihovci. Pa je bilo pa treba najdeti nekaj z slip, se pravi, da najdeva nekaj kabova. Pa je sva bila pa tam kma Dragočaj. Dragočaj, ne? Ja, in sva tam najdla en bunker. In tistma bunkerje sva spala, pa je sva šla pa naprej. Samo imajo dobre posle, mehke. Ti si na kavču spal. No sej. Lahko je bilo. Dober jutr, sosedje. A se greva mi malo umit? Kje pa je za umit? Ja, ne vem, greva kar skočiti. Ne, greva kje, tam je za umit, lej tam naravno. Mi objel, da z muzikanti spet vam igram. Pa kje se ti umivaš, no? Koga pa je? Ja, klej za lulac. A se šašal ali kaga ti je?
Bedak. Ti, kaga pa je tu za en cig amigo gor? Kakšen šunder, kje? Gor le nekaj, na music. Ja, ne vem, fruštek je gor pripravljen za naja zdaj. Pejva fruštkat polej. Ja, sploh ti, no. Prej sva rekla, da greva gor na fruštek. Fruštek nama bojo pojedel, gor je že cela žurka, no. Čakaj, bangalov, tu sva midva. Tam smo spali. WC sva najbrž se prej fejsamivala. Ja. Kamp je najbrž ase. Kaj pa FKK? FKK. Tu je pa nemško, Freikleidenkultur. Tu je pa tako, jaz namreč sumem, da bova midva tudi na Freikleidenkultur prestala, ker sem jaz hodičevo majhen cun s sabo vzel. Tako da, ko me bo cun zmanjkal, bova se samo prestavila na Freikleidenkultur, pa bova tam naprej. Aj prav? Hvala Bogu, da imam jaz dosti cunka, jaz se na FKK, Freikleidenkultur res ne bom slekel. No, jaz bom šel pa na Freikleidenkultur, če ne bomo dosti cun. Daj pa šel pa fruštkar, pa gore že cel živ žal. Pejmo hitro. Pejva. A misliš, da imajo jajca na usti? Jajca, imajo jajca. Moj Bogdan, pa če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj Bogdan, ko se bom glasbin bes razdal, ne bom prišel. To je pa festkamp, ne pa fruštek, self-service. Pa pazi, dej lej, moraš še za sebi tli kuhne se klele. Dej mirno. Ja, dej no. Vi še meni enega. Vzem se ga. Ti, tulaj pa šef kuhne. Ne, tulaj sam kuhar. Dalaj kuhar. Pa ima fejst muštace, ja? Ja. Jaz ne upam preveč. A veš, bomo še laufali? Ti, tulaj. Evo ga, šef kuhne. Tulaj pa šef kuhne. Je, te pa vem, tu dajo slika, kle. A boš kaj pil? Klej zame. Koga boš? A boš sok, a boš voda? Da bi malo vode najprej, no? Malo vode, dobro, Ja. čakaj, bom ti dal voda, na? Ja. Kozarček. Malo veliko manj. Smešnega piva na ta Fumajo voda. enih stvari. Ja. Spi? Koga je? Koga pa je bilo? Ti znal meni šnopc, ne pa vodo. Koga pa je to šnop? Šnopc! O, tu ne je voda. Kaj pa je ta šunder? Gaturi, moto, Moto, kaj je to moto? moto piknik. Kaj je moto? Lega, laufaj. Laufaj, bezva. Gospod Jenko, ne zgodi se najbrž vsak dan, da bi turist, ki se zbudi v kempu Smlednik, prišel za zajtrk za tako polne mize ali pač? Ne, res ne. Slovenski dan je ena od prireditev, v sklopu prireditev, ki jih imamo skozi celo leto in jih organizira turistično društvo. No, ta prireditev je pravzaprav obuditev običajev starejših in predvsem jedro tega je prikazovanje jedi, ki so že malo ven in jih mlajše generacije niti ne poznajo. Istočasno to izkoristimo za druženje. Kemp Smlednik je bil nekdaj izjemno priljubljen, tudi danes je, vendar predvsem za tiste turiste najbrž, ki iščejo bolj mir in tišino, pa lepo okolje. Kdo pride v Kemp Smlednik? Lokacija tega kempa je pravzaprav izredno primerna za vse, ki želijo obisk v naših prelepih mestih, Kamnik, Škofja Loka, pa tudi obiskovalce Ljubljane, ker pravzaprav ni kempa, ki bi bil v okolici Ljubljane, tako da smo edini tudi za vse obiskovalce Ljubljane za malo plitvejšim žepom. Kemp, se pravi prikolice, šotori, imate pa tudi ponudbo, kot smo videli, bungalovov. Ja, bungalovi so že 5. leto
in se je pokazalo kot prava usmeritev. Dejansko so vedno bolj in bolj polni in tudi rezervacije se vršijo že preko cele zime, predsezoni, tako da je to dejansko prava smer in mi moramo povečati ponudbo in s tem pridobiti več gostov. Naša gosta sta se, bom rekla, spotaknila tudi ob FKK plažo. Bom rekla, koliko pravzaprav dejansko turisti oziroma vaši gostje koristijo ta del kempa? Ja, tale nudistična ali FKK plaža, to je pa pravzaprav en dragulček v našem kampu, ki smo ga uspeli obdržati in že nekdaj, že generacije pred mano so vedele, da iz tega nekaj bo in tako rekoč, da na FKK del pridobimo veliko gostov iz tujine, ker smo tudi eni redkih v Sloveniji, ki to ponudimo. Imate tudi kaj stalnih gostov, tistih, ki pridejo vsako leto oziroma so mogoče celo dlje časa v kempu? Ja, imamo tudi stalne goste. V glavni sezoni so tudi gostje, ki so po 14 dni, 3 tedne, seveda je pa večina jih je pa po nekaj dni. Glede na to, da smo danes v gostilni, pa naša popotnika sta tam bila za obloženimi mizami, kar nekako ne morem mimo te kulinarike, pa me zanima, kaj pravzaprav ponujate na slovenskem dnevu, kakšne vrste hrano pa so pravzaprav lahko vaši gostje okušajo. Ja, tu je hrana, ki je tako rekoč dejansko poznajo starejše gospodinje, smo pa združili in mlade in stare, tako da je na tem dnevu aktivnih med 30 in 40 ljudi. Večina je seveda, v spredju se vidijo gospodinje, ki pripravljajo od sladic, od različnih potic pa do starejše hrane, ki jo nekateri niti niso še slišali, poleg žgancev tudi medla, naprimer, in podobne stvari. Tako da poleg tega so seveda tudi pristno žganje, kot ste videli, in pa borovničevec in tako naprej. Krasno, sedaj smo postali lačni, zato predlagam, da ostanemo pri kulinariki. Ja, tukaj z mano je Tamara Avsenik. Koliko časa ste že tukaj v Zbiljah? 13. leto. 13. leto in ste radi Zbiljka? Ja, seveda, vedno rajši. Povejte, koga ste nam danes pripeljali s sabo in s čim boste popestrili tale večer? Ne sabo, jaz sem zdaj Zbiljka, ne? To je skupina sester Trobec Žagar. Včasih nas je bilo 5, sestre so one 3, naša pa nekje trenutno pauzira. In smo držali s tem imenom tudi svoje dekliške priimke. Delujemo, bom rekla, ja, v Zbiljah, ker trenutno nismo našli še drugega prostora, ki bi bilo bližji vsem našim domovom, smo pa kar iz osrednje Slovenije sicer. In danes ste pripravili kaj? Za prvo rundo. Za prvo rundo in drugo presenečenje. Naš repertoar je v večini sestavljen v zadnjem času iz avtorskih skladb Slavka Avsenika mlajšega. In tudi danes bomo zapele samo njegove skladbe. Slavko Avsenik mlajši je pa tudi rad Zbiljca, ne? Še bolj kot jaz. Kar dajte. Naredila mama je dobrote, pisane piškote, da nam bo nedeljo res lepo. Zraven dala nam je še potico, zeli krvavico, naša mama tra-la-la-la-la-la-la-la. Je prinesla naše palačinke, naše tete Minke, da v družini naši danes bo zares lepo. Tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, ej, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la, kako nam je lepo. Ja, praznično je danes v naši hiši, se veselje sliši, ker smo skupaj stari, mladi in najmlajši. Za veliko mizo si sedimo in si vsi želimo, da zavidno praznik v naših srcih bi ostal. Hojlarija, hojlarijo.
hojlarija, hojlarjo. Hojlarija, rija, rija, hojlarjo, hojlarija, hojlarjo. Naredila mama je dobrote, pisane piškote, da nam bo nedeljo res lepo. Zraven dala nam je še potico, zelje krvavico, naša mama trala la 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 la. Je prinesla nam še palačinke, naše tete Minke, da v družini naših danes bo zares lepo. Tra-la-la, tra-la-la-la-la, ej, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la, kako nam je lepo. Ja, praznično je danes v naši hiši, se veselje sliši, kjer smo skupaj stari, mladi in najmlajši. Za veliko mizo si sedimo in si želimo, da zavidno praznik v naših srcih bi ostal. Hojlarija, hojlarjo. Hojlarija, hojlarjo. Hojlarija, rija, rija, hojlarjo. Hojlarija, hojlarjo. Praznično je danes v naši hiši, se veselje sliši, kjer smo skupaj stari, mladi in najmlajši. Za veliko mizo si sedimo in si želimo, da zavidno praznik v naših srcih bi ostal. Praznik v naših srcih bi ostal. Praznik naj živi. Ja, na slovenskem dnevu Dragočani se je torej dobro in domače jedlo. In jaz verjamem, da se dobro je tudi tukaj pri naših gostiteljih. Če bi vas vprašala, po čem slovi kuhinja v gostilni Jezero, bi najbrž marsikdo izmed vas dejal, da po bikovih prašnikih. Ne, na jedilniku imajo napisano bikova jajca in nič drugače. Ja, in mi smo našega Jureta poslali v kuhinjo, da skupaj z gospo Danico preverite, kako poteka tista druga faza, po tisti fazi, ko bik postane čisto navaden vol. Smo v gostilni gostišča Jezero v Zbiljah, z mano je gospa Danica in pripravila bova tisto jed, po kateri je bil znan Slavkov dom, sedaj pa je znano tudi to gostišče, bikova jajca. Predlagam, da kar začneva. Kakšen je pravzaprav postopek? Kje se dobi jajca? Je to taka stvar, ki se jo da kupiti v velikih količinah? V bistvu postopek je enostaven, je pa to stvar, ki se dobi skoraj v vsaki mesnici. Glih v kolikšnih količinah, ne vem, verjetno pa lažje v manjših kot večjih. Vi ste pravzaprav tista v Medvodah, ki je popularizirala to jed. Od kdaj pravzaprav vi že pripravljate bikova jajca? Od leta 1975. Začeli ste na Slavkovem domu. Na Slavkovem domu. Ja. Pravzaprav vsakdo pozna Slavkov dom potem po bikovih jajcih. Ja. Vi ste rekli, da ste ta recept prevzeli pravzaprav? Mi smo ta recept prevzeli leta 1975, takrat smo prišli tudi na Slavkov dom in potem smo teh bikovih jajc kar veliko prodali. Zdaj pa malo nadaljujemo s tem naprej v tem gostišču, ampak je pa potrošnja manjša, kot je bila na Slavkovem domu, ker tle so pa pač pomembne druge, mislim, bolj pridejo do izraza druge stvari, kot so na primer, povem, ribe. Tukaj imate precej široko ponudbo rib, pa ne tako sladkovodnih, kljub temu, da ste ob sladkovodnem jezeru, ampak precej morskega. Precej morskega, ja, to je pa tisto, povpraševanje, a ne? Veliko ljudi je, ki imajo raj morske ribe in potem smo pač šli kar v široko ponudbo morskih rib. Imamo pa tudi postrv, seveda, to so pa tudi, v bistvu so ribe dnevno sveže
ali pa na 2 dni rečemo največ, a ne. Odvisen, koliko se prodajo, a ne. Moram reči, da se morske skoraj več prodajajo kot po staru. Sladkovodne. Ja, No, danes, kot sva že omenila, takole. delamo bikova jajca. Je kakšen poseben način, je boljše, da so sveža, bolje, da so, ne vem, zmrznjena, pa potem otajana? Je kakšna skrivnost? Ne vem, skrivnost najbrž da ni, ampak vsekakor so bolj sveža, a ne. Sveža se lepš lupijo, boljši je okus in tudi kosi ostanejo veliko lepši, a ne. Drugače priprava je pa tako kot vsako drugo pohano meso. Olupiš, narežeš, posoliš, je pa skrivnost ena začimba, ki jo ne bom povedala, pa drugače pa sol, pa paniranje, to. Zdaj imamo to pripravljeno, zdaj pa lahko to še spečemo. Olje imamo vroče. Tako. In to je tudi zelo hiter pečen. Par minut pa imamo gotovo. To je hitreje kot zrezek ali pa karkoli pečen. Kaj bi rekli recimo ljudem, ki imajo predsodek bikovih jajc, pa res ne bom jedel? Kaj bi rekli njim? V bistvu je dosti ljudi, ki pravijo, da so to, da jih spominja na jetrca, no. Da je okus potem, po moje, da ne mora biti slab, a ne. Edino marsikšen reče jajca, a ne. Se reče prašniki, čeprav smo včasih rekli, prašnike imajo metuljčki pa rože, a ne. Drugače pa veliko ljudi reče prašniki, a ne. To se pravi, če bi našim gledalcem svetovali, kako narediti doma, tako kot ste lepo naredili, narezali, tako posoliti. jajce prerežeš po dolžini, ga lepo slečeš, potem narežeš na kolubarčke, ne predebele, ne pretenke, posoliš, olje mora biti pa vroče, mora biti pa res vsaj 180 stopinj, a ne. Ker to se ne sme dolgo peči, to se hitro speče, a ne. Toliko, da gre voda ven, pa so že pečena. Rekli ste, da povpraševanje po teh jajcih ni tako kot na Slavkovem domu. Ne. Pa vendar pa ljudje vedo, da se jih da tukaj dobiti. Vedo, ker imamo še tudi nekaj strank od gor, tako da ne smem reči, da ne gredo nič bikova jajca, veliko manj pa, ker so šle gor. No, takole. To je to. To je to. Zdaj pa to lahko magačka takole stresemo noter. Hvala. Tako predlagam, da tole mojstrovino gostišča Jezero probava. Probamo, kaj smo spekli. Kaj ste spekli? Ja. Super. Evo, dober tek. Eno nagradno vprašanje imam. Kaj sodi v vsako slovensko oštarijo? Zdaj bomo pa vprašali tega elefanta Džgavje. Podkot prihaja, pa kaj nam je zašpilo, pa kaj nam bo še? Jaz sem Matic, pa sem Herceg, sem iz Bil. Zašpilo sem en ta sosedov Francel. Zašpilo vam bom pa še Nocoj ena rekla mi.
Zdaj, jaz imam pokon kufr tega, pa še kapo sem zgubil, ker sem to klaupal, no. Kaj pa gremo zdaj sem? Pa frišat, se tep ne vroče, kaj ga že cel dan tankaš. Ja, no, par perčkov sem pa res popil, no, pa to ni nič kaj tazga, sam. Kaj bi zgitirat v tej svinjski vodi? Kopat. Ne boš se klele kopal? Svin majhn, no. Glej, no, klej, fabrika. Tej ti bom jaz pelal na en drug prostor, ki se lahko fajn plavaš. Tam nekam druge, ne, klej navidiš in kamer, no. Ja, pejva se pole. Ja, dej. Kje imaš pa kapo, kje Ja, si ne jo pa vem, ker sem laufal, mi jo je. Ti sem tule bo pa džumbos še encajta. Kaj meniš, Rok? Kaj bi rekli tele obiskovalci, to so recimo povprečni Slovenci, če bi jim rekli prva asociacija na motopiknik v Medvodah? Kaj ti meniš? Ja, en kup ropota, ne. En kup ropota? No dobro, ampak zdaj moraš ti mene prepričati nekaj. Smo v turistični oddaji in nekaj dejstev, ki pričajo o tem, da bi morali motopiknik vključiti v koledar turističnih prireditev v občini Medvode. Katere so tiste dejstva, ki govorijo temu v prid? Ja, jaz mislim, da v koledarju kar že smo 8. leto letos. Ja, turizem, seveda je to ena turistična popestritev za Medvode, kakorkoli, ne. Gre za to, da pride v Medvode zaradi tega piknika, v bistvu zaradi te prireditve ogromno Slovencev, ki vozijo motorje in tudi nekaj ljudi, ki se skozi Medvode slučajno peljajo v tistih 3 dneh in vidijo napis Moto piknik in se ustavijo. Se pravi, nekaj imamo tudi Italijanov, Avstrijcev, Hrvatov, Bosancev recimo. To pa je vse posledica tega, ker se tudi mi, člani Motokluba Medvode, udeležujemo sorodnih prireditev po tujini in potem gre za vračanje obiska. Tako da se mi zdi, da bi tukaj bila priložnost, da se medvoški turizem predstavi tudi na samem motopikniku, ne. Če rečemo nekaj v številkah, 8. motopiknik, pa potem se veste, številke so take lepe, obiskovalcev toliko, prodanega piva toliko, motoristov toliko, sonca toliko in toliko. Ja, zaenkrat nas imajo tle gor v nebesih kar radi in sicer mislim, da je samo enkrat bilo malo bolj tako deževno pa katastrofalno, tam enega 2003 ali pa 2004 se mi zdi, da je bila ena nevihta, drugače imamo pa termin zgleda zelo dober. Vedno je sonce, vedno je lepo, seveda veliko prodanega piva, veliko obiskovalcev, pa vendar so stroški same postavitve in organizacije pa nastopajočih toliko veliki, da če ne bi bilo sponzorjev oziroma vseh ljudi, ki se potem na sami prireditvi reklamirajo, predvsem gre za firme, privatnike, ki nas podpirajo, mi jim damo pa možnost reklamiranja na sami prireditvi, bi verjetno to ne šlo, ker smo pač brez vstopnine. In tako bomo tudi naprej ostali, ker če bi bila vstopnina, potem to zgubi nekako svoj namen. Tudi drugje ni na motorističnih piknikih nobene vstopnine, ne glede na program in tega se bomo kar držali. Pa vseeno se mi zdi, da vsako leto nam ostane kar nekaj denarja, ki ga pa seveda potem čisti skupiček podarimo v dobrodelne namene in tudi tega se bomo naprej držali, čeprav tudi te stvari že izumirajo, se mi zdi. Prej ste rekli, motoristi so tudi turisti, ste tudi turistično na cesti. Ja, pri nas se mogoče še to ne pozna toliko, v tujini pa zelo, pa se mi zdi, da bo tudi k nam prišlo, da se bodo tudi gostinci in lastniki prenočišč in apartmajev zavedali, da so motoristi zelo dobri turisti, zato ker ponavadi gre za celodnevno vožnjo z motorjem, se pravi, naredi se tam nekje med 300, 500, nekateri tudi 700 km dnevno, če je kakšno potovanje in ko daš zvečer dol čelado, kombinezon, ko dobiš nekje neko tako pocen sobico za prespat, ker nismo glih zahtevni, potem ta človek, ko motor parkira, zelo rad kaj poje in popije, ker je to verjetno enkrat v tistem dnevu in smo zelo dobrodošli gostje povsod, predvsem po Dolomitih,
v Italiji in pa v Avstriji so zelo, zelo zdaj moderne, ne take postle z zajtrkom, napisi dobrodošli motoristi in tako naprej. Soba je zelo pocen, tudi zelo asketska, nič je dost opremljena, nobene komoditete, gre za to, da je pač eno stranišče, tuš, dobra hrana, seveda veliko mora biti, ne, ker so motoristi ponavadi saj toliko težki kot jaz ali še bolj. In so zelo dobrodošli gostje, ker takrat, ko se mi ustavimo, res kar nekaj potrošimo. Če vprašam takole, tista dva naša popotnika po naši občini, sta bila dostojna na motopikniku ali sta počela kakšne neumnosti? Ja, se jih spomnim, jaz mislim, da ni bilo kakšnih težav. Iščemo še najlepše predelan motor. Gospod Bertoncelj, danes na platoju motopiknik tam ob Savi, včasih pa? Ja, včasih je bilo nekaj drugače, seveda tam je bil otok Ljubovi, tam so se zbirali mladi, bosi so prišli tja, drugače nima vstopnine na tisti prostor. Ja, jaz mislim, da je bilo zelo živahno. Torej, take mularije, ko sem bil jaz, niso pustili, kjer sem bil premajhen, ne. Drugače je bilo pa to zabavno. Zdaj tega ni več, otoka ni več. Društvo bosonogih je imelo svojo himno, so imeli svoj prapor. Torej, gotovo svoje obdobje je bilo zelo živahno na tem koncu Medvod. Zdaj je tam zravnano, drugače pa tam bila struga reke Save, leva stran, še od stare tovarne in mularija smo se kopali v tistih bajerjih, ker je bila voda bolj topla, bolj prijazna, kot pa sama deroča Sava. Bom rekla, so bile včasih torej Medvode turistom zelo prijazne. Slišala sem, da so bile nekako tudi sinonim, bom rekla, za turizem, bolj kot danes. Nedvomno, kdaj se je začelo, to je težko oceniti. Verjetno, mogoče takrat, ko se je prva cesta naredila skozi Medvode ali prvi most. Dejstvo je, da že prednost je bila železnica narejena, so že prihajali turisti, pa ne samo iz bližnjih krajev, mesta Ljubljane, celo iz Dunaja so hodili nam na letovanje. To še danes stojijo te stavbe, kot je Tosenkova hiša in pa tam v bližini so bili taki apartmaji, katerim so nudili prijetno bivanje na tem prostoru. Torej, te lastniki teh velikih stavb, takrat so znali ponuditi gostu, zahtevnemu gostu, lahko rečemo, ne. In Sora je bila topla, je bila prijazna, zato je privabljala ogromno turistov. Poseben razmak je bil pa, tako se je železnica leta 1870 zgradila na Gorenjsko, je vozil še posebni vlak v poletnih časih, to je kopališki vlak in sicer iz Ljubljane do Kranja, zjutraj je šel v eno smer, popolne pa se je vračal nazaj. No, tudi zelo močni obisk je bil, ko je bila cesta zgrajena, ta betonska cesta, ne makadamska, ker je bilo to prijetno se peljati z biciklom, s kolesom, cele družine so šle od spred, je bil malo nekaj, ena košarica za hrano, zadaj so pa, ali pa so dali kakšnega otroka še s seboj, ali pa na štango smo rekli in tako so šli iz Ljubljane k nam na našo obalo, na obalo Sore. Ne samo v Medvodah, imamo še dobre fotografije, se je vse razvilo, kako je bilo to pestro dogajanje. So šli še navzgor proti Goričanam, Rakovnik in tisto področje. Tudi do 4-5 tisoč obiskovalcev v lepi in sončni nedeli je bilo hkrati ob vodi. Dejansko ste se torej kopali tako v Sori kot v Savi? Točno. Samo Sava je bila bolj deroča, tudi tam, ko je danes teh čeri ni več, z izgradnjo elektrarne se je podoba tega dela toka reke Save, vse do Sotočje in še više dole spremenila. Včasih je bilo to bolj kamnito, je bilo bolj
neurejeno, danes je brežina urejena, struga je dokaj izravnana, zato da ima lepši odtok, večjo kako bi rekel, sesanje, večji izkoristek elektrarna. Torej, mnogo se je spremenilo in tudi tisti, ki danes prihajajo med vode, si težko predstavljajo tudi nove zadeve, ki so se po izgradnji elektrarne spremenile v neposrednjem centru na Sotočju. Ampak Sotočje je Sotočje in ostalo bo Sotočje. To je res nekaj enkratni kraj in posebno ga pa še krasi zelo lepo objekt, to se pravi naše knjižnice. Včasih ste se kopali, danes pa tam lovijo ribe. Torej, ribe in to lepe ribe, in to si so sulci, metrski in več, tisti, ki ima srečo, zdaj ni čas za to, ampak vidimo pa ribiče, ki prihajajo tja. Naši moški se proste dni bi preležali v posteli, gdje televizor, ves dan prižgan, zato prav nič ne spravi stran. Dekleta pa si želimo vse kaj drugega, zakaj bi le posedale doma? Gremo v naravo, to je ta prava, ko prosti čas imaš ni lepšega. Na svežem zraku, ko oblakom se misli dvigajo, pri duši pa od sonca je toplo. Nas veter boža in vsaka roža nam govori, živeti je lepo. Naši moški se proste dni so slabe volje in vse boli, želijo hrano, želijo mir, pa časopise in v roki pir. Dekleta pa si želimo vse kaj drugega, zakaj bi le posedale doma? Gremo v naravo, to je ta prava, ko prosti čas imaš ni lepšega. Na svežem zraku, ko oblakom se misli dvigajo, pri duši pa od sonca je toplo. Nas veter boža in vsaka roža nam govori, živeti je lepo. Hej! Radi naši moški, radi moški, radi naši moški, pojdite se solit. Naši moški, oh ti moški, radi naši moški, pojdite se solit. O dragi moški, premislite in se globoko zamislite, če mu za ženo le redko gre, si ona spremstvo najde kje drugi. Dekleta pa si želimo vse kaj drugega, zakaj bi le posedale doma? Gremo v naravo, to je ta prava, ko prosti čas imaš ni lepšega. Na svežem zraku, ko oblakom se misli dvigajo, pri duši pa od sonca je toplo. Nas veter boža in vsaka roža nam govori, živeti je lepo. Nam govori, živeti je lepo. A ne kako je lepo le na Sotočju? Ja, samo ne vem, če je tule zakopat. Ja, se vškopal? Ja, mislil sem, ne? Ja, dej. Ali pa veš kaj? Mogoče pa lahko malo muharva. Muharva? A Ja. si ti normalen ali koga? Za koga pa muhe lovil klele pri vodi? Pa ne muhe lovil, ribe! Z muham! Veš, Koga? kaj Ja, čak sam, da se usedem. Tudaj samo sediš pa Samo waiting, ne? sediš pa čakaš, ja? Ja, ja. Za Lej, koga a jo so pa vidiš, a jo ono že vidiš? tri... Levo. Mater je velika, ej. Za koga pa meni noč ne prime unmo, pa? Ja, ne vem. Aj Poglej, treba koliko tudi... ima un dolgo palco. Pa je bolj kratka. Sej ni važna dolžina, važna je tehnika. Ja, bolj slaba je tvoja tehnika, če nobena ne prime. Ti jaz ne vem, ali... Dej, lepo te prosim, po konc drž to palco, ko vidiš, da nobena nič ne prime.
A rukaš gor pa dol, ja nehaj no. Rukam, sam jaz ne vem, a si nisva dost muh noter zmetala. Ja kaj ne, veš, koliko se že kobilic polovil, no. Jih ni več ne sotočil, zdaj začel kače odmetati. Nehaj. Kace pa, sem tako afraid od kač, da je tu... Snakes. Ne snakes, je snakes. Ah, sej nemate sploh nobenih rib noter. Lačna bova, če va tele ribe vaše čakala. Ja, kako to ti nič ne znaš. Le kako me je sonce opeklo. Seveda. Sej zato pa ne primejo, kad ti smrčiš. Moraš biti tih, ne pa smrčat, kot ti. In ko bi se traktor vozil kle gor pa dol. Ti, kdo sta tu dva? Kaj tu? To sta pa kapsasta policaja. Kak? Ja, kaga pa bo policaj, če sem tule, da delam? Hej, a skupaj ribiško karto zaloviti? Kakšno karto, ni dost palca? Dej prišel. Dejš, laufaj! Ja, jaz nisem videl, da je treba. Dej, laufaj! A je tule turist office, Je. Dobar dan. Dobar dan, mi sem prišla po karte za ribe loviti. Za fishes prvo snej dost sem palca, rabite še karta, sva rekla, gremo še po karta. karta. In so prišla k vam, so nas tam na poti, so rekli v turističnem biroju, pa bojo sigurno vedeli, kje so karte in so prišla zdaj sem. Ja, glejte, lahko vama pomagam. Svetujem vama, da greste na Zbiljsko jezero, tam v čolnarni prodajajo celodnevne ribiške dovolilnice, tam kupta, greste lepo na čoln in lahko lovite ribe cel dan. Cel dan. Ja? Cel teden se nič ne ujameva. Ne, jaz tabo cel teden ne bom lovil. Te imam kle. Kak je tu Zbiljsko lake? Greva, te bom jaz pokazal. Poklonaj! Aha, tole, Zbiljsko jezero, lej, klele greva. Okay. Hvala, adijo. Lepo se imejte, nasvidenje. Gospa Ločniškar, turistični biro je točka, kjer lahko turisti dobijo prav vse informacije o turistični ponudbi in takšno točko mesto vsekakor mora imeti. Kakšne storitve oziroma kaj pravzaprav ponujate tistemu, ki pride v turistični biro iskat kakšne informacije? Ja, zaenkrat v bistvu res vse informacije, kar se tiče turistične ponudbe občine Medvode, celotne občine in pa mesta Medvod. Potem še nekaj časa bo sicer preteklo, da dobimo nekaj spominkov, katere bomo počasi začeli tržiti. Jaz mislim, da je to nekaj, kar sicer malo zamujamo, ampak se trudimo dobiti spominke, ki bodo zanimivi pač za turiste, ki pridejo. Poleg tega imamo veliko propagandnega materiala, to je vse na razpolago v biroju, to je propagandni material, ki je namenjen za celo občino, vsa turistična društva imajo svoje zgibanke, poleg tega pa tudi ponujamo propagandni material ostalih krajev po Sloveniji, tako da vsi turisti, ki pridejo, tudi če so prehodni gostje, lahko pri nas dobijo informacije o izletih in pa v bistvu kam se napotiti naprej. Ribiških dovolilnic za Soro in Savo ne prodajate, prodajate pa kakšno drugo karto? Ja, ribiških dovolilnic sicer še ne. Imamo pa te naše planinske kartice, s katerimi kar veliko dela, moram priznati, in v našem biroju se pač dobijo te karte in večina planinskih navdušencev pride k nam v biro po karte. Tisti turisti, ki želijo, bom rekla, bolj konkretno uslugo, bi želeli si malce bolj v detajle ogledati našo prelepo občino, tudi kaj izvedeti, pa ne bi šli sami naokrog in ponujate tudi uslugo vodenja. Ja, trenutno s čim več informacijami. Smo pa na tem, da izšolamo prve turistične vodnike.
Mislim, da do konca leta se bo že prva skupina izšolala. Potem pa obljubim, da bomo pa to nadgradili in da začnemo tržiti tudi na tem področju, se pravi pripravljati izlete in vodnikom, ki se bodo izšolali, dati možnost, da na račun tega tudi pokažejo, kaj so se naučili, pa še zaslužijo lahko nekaj. Medvode so torej resnično zelena vrata. Ja, glavnega mesta. Super, hvala lepa. Z mano pa tudi gospod Simarl, in sicer boste vi malce več vedeli povedati, kaj sta pravzaprav naša fanta lovila tam v Sori, pa kakšne možnosti sta pravzaprav imela za to, da dejansko kaj bi ulovila. Če nista imela karte, vsekakor sta bila v prekršku. No, tu tudi samokritičen do naše družine, nismo preveč vpleteni ali pa povezani z turistično, kar bomo tudi, za nam zakon nalaga. Imela sta pa šanse, da sta kupila karto, da bi lovila v Sori kako salmonidne ribe, to so postrvi, lipan, tako tudi ciprinide, mrena, podust. Od 1. novembra naprej pa do 15. februarja pa možnost tudi loviti sulca, katerega naše vode, mislim medvoške, so zelo bogate. Največja riba, ki je bila ujeta, bom rekla, prav tako v Medvodah, je pa bila kako velika? To je bil sulec, pri 3 leti ujet s strani Januš Edvarda vis-a-vis tovarne Donit. Rekord v Sloveniji, pa tudi, mislim, med prvimi v Evropi. Takšen med očmi? Ne, ta pa ni ribiška, je dokumentirano, da je res bil takšen sulc. Kako priljubljen je ribolov kot neke vrste turistični šport? Moram povedati, da se v ribiški družini Medvode zelo občutimo dolžnega, da se vse bolj spletamo v sfere turizma. Zato se tudi odpremo. Moram povedati, da bo z odprtjem druge sezone leta 2009 zakon nam je dal to možnost, se bo Sora tudi odprla za turiste, kako salmonidne vrste rib, tako tudi ciprinidne. Cena bo primerna, ribe so. Moram povedati, da je bilo zdaj na državnem prvenstvu v septembru mesecu največ lipana ujetega ravno na Sori v vseh 9 tekmah. Je to kakšen poseben znak glede čistosti vode? Voda je v 2. razredu, občutimo pa okolje. Okolje pa vemo, kakšno je v Medvodah. Kmetijska. In to vsa voda iz teh površin teče v Soro. Na plodnost ribe se to predvsem vidi. Naša popotnika sta se torej lotila ribolova v reki Sori, pa smo videli, da ima to ni najbolj uspelo. Mislim, da sta se potem odpravila proti Zbiljskemu jezeru, zato me samo zanima razlika med rečnim in jezerskim ribolovom. Je kakšna posebna? Posebnost je samo to, da se lahko v jezeru lovi na vlek, to se pravi iz čolna lovijo. Vse druge zvrsti ribolova se lahko na rekah in na jezerih so enake. A je to muharjenje, a je to, kar sta naša dva fanta delala, ne? Res da z leskovimi palcami, ali to na dnu, ali s plovkom. Edino na rekah ne moreš na vlek, ni dovoljeno. Dočim na jezeru, ne vem, nisem seznanjen, kako je to na Zbiljskem. Nekoč vem, da se je na Zbiljskem jezeru dosti lovilo in to do dragočajne z vlekom s čolna. Mislite, da sta kaj ujela? Nekaj imate na mizi? Imate, da sta ujela, ampak boljši, da se to ne ve, ker sem tudi jaz ribiški čuvaj. No, sta pustila kakšno ribo v Zbiljskem jezeru? Sva. Najprej, da jaz razložim, gospoda je treba popraviti, ne? On ne ve, da sva midva potegnila ven še več riba, ne?
So rekli, da jo bojo operirali, pa na stena vesel, tako da zdaj sva dubla tele pa manjšane verzije. Samo pravim gospodu, hvala Bogu, da je sem mene poslušal tukaj na Zbiljsko lejk, ker če bi njega, on je predlagal, da bi z dinamitom lovila po Zbiljskem lejk. Tako da jaz sem bil bolj za palco, on pa za dinamit, tako da sva polej potegnila tele bolj švoh ven, ampak saj so... Pa so pa dobre. Ti, Leo, ščuka gre, Kje? ščuka gre. Pa je šla, ščuke ni več, ščuke ni. Ščuka je, ščuke pa ni, ščuka je. Daj mi nekaj. La 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 la. La la la. Sekam presežen, da te bom s temle zagrabil, boš videl, pa te noter ruknil. Kar daj me, če si upaš. Ja, sej poletje, a ni fino. Prava uživancija je kle na Zbiljskem jezeru. Si ti ruka. Se ne znaš guncat, kam zavrti in pa vse narobe. Ti, kako je že naš... Kaj se, no? Kaj je že stara baba rekla? A je treba kamne metati, a je treba stones ali so bili storže? Storže, kaj je že tu storže? Jaga baba, gor ali pa dol. Baba je baba, ena baba bom pa že ured spravil. Če jaga pride, se vse glih. Kaj zdaj on? Ti, kako pa jaga baba zgleda? Gospod Polak, da razčistimo kar takoj na začetku, tisto ni bila jaga baba. Ne, pač pa je bila ladja za košnjo vodnega rastlinja. Mislim, to je ena prvih v Sloveniji, kjer je pač naš interes, da se tudi Zbiljsko jezero naprej razvija, tako kot se je do sedaj. Treba je pa vzpostaviti pogoje in v sodelovanju s Turističnim društvom Zbilja in predvsem so investitorjem občino Medvode smo nakupili to ladjo in leta so opravili prvo košnjo. Dejansko ste kosili Zbiljsko jezero, kako je to izgledalo? Ja, to je bila prva košnja. Letos smo nakosili nekaj 10 kubičnih metrov tega vodnega rastlinja.
In malo se čuden sliši, da tudi kosimo v vodi, ampak mi smo Savske elektrarne in imamo opravka z vodo. Mislim pa, da glede na certifikate ISO 14001 okoljske standarde se trudimo, da izpolnjujemo. In Zbiljsko jezero je le taka turistična točka, ki potrebuje določen posluh in nego, in v sodelovanju s turističnim društvom mislim, da je stvar dosti dobro funkcionira. In ta ladja ni namenjena samo Zbiljskemu jezeru, mi imamo še kar nekaj jezer na Savi v Sloveniji in uporabili bomo tudi drugje. Torej so Savske elektrarne kar pomembno povezane z Zbiljami, tesno sodelujete in pomagate pri razvoju tudi turizma. Ja, ne samo s turističnim društvom Zbilje, tudi z Dragočajno, z kempom, pa tudi z občino Medvode. Savske elektrarne le določena sredstva skozi koncesijske dajatve, vodna povračila namenjajo za vzpostavljanje dobrega okolja okrog naših akumulacijskih jezer. To so kar znatna sredstva. Mi si želimo, da bi jih občina in država uporabila koristno za nadaljnji razvoj turizma ob naših jezerih. Hvala lepa. Ja, tisto prej dejansko ni bila jaga baba, ampak stroj za rezanje vodnega rastlinja. Ja, jaga baba. Ali je zgolj plod ene bujne domišljije ali temelji na kakšnemu zrnu resnice? Bom vse priznal, ampak prej pa morava razčistiti nekaj stvari. In sicer midva sva zdaj v Zbiljah, povabijo naju v Zbilje in prihajava ali pa odideva lahko z Zbilj. Lahko sva tudi na Zbiljskem jezeru, lahko se imava dobro na Zbiljskem jezeru in lahko odideva z Zbiljskega jezera. Nikakor pa ne morava biti na Zbiljah, še manj, to res čista prepoved in grozljiva napaka je pa, če bi bila na Zbilju. Še nekaj te moram opozoriti, da sem opazil, da v Zbiljah delaš brez delovne vize. Pogoj, da delovno vizo dobiš, je pa, da znaš o polnoči brez luči reči tole: "Unje gavo zangavu, kozuc pongavu." Šel bi sam ti spongavo, ampak dobro, ni sedaj brez luči, pa ni o polnoči, torej do prihodnice bom jaz tole dobro naučila, pa se bova potem dogovorila. No, zdaj pa odkrog tele jage babe. Ja, lahko bi preizkus naredila kar na naslednjem kresovanju, odkudar izvira jaga baba. Jaga baba sicer izhaja iz zbiljske mitologije, ki je sicer širša slovanska, jaga baba je poznana v slovanskih deželah, izhaja pa res iz ustnega izročila. Jaz kot otrok sem ga bil še deležen v Zbiljah, smo pa avtorji, ki delujemo v KUD-u Zbilje, pač to izročilo poskušam nadgraditi v neko univerzalnejšo metaforo o solsticiju, o praznovanju ognja, sonca, kresovanju. Mi smo hoteli jago babo povabiti sem v tole gostilno, pa ni šlo. Zakaj? Jaga baba je vodno bitje, jaga baba je muhasta baba in pride na kopno, se prikaže samo enkrat v letu, ko so vzpostavljeni posebni pogoji, posebno mistični pogoji, čarobni pogoji, polnokrvni čutni pogoji. Ja, danes govorimo o turizmu. Bi lahko bil tisti zvar kot jage babe en tak turistični proizvod Zbilj? Ja, vsega pa Zbiljci ne damo turistom, kaj hočemo imeti pa tudi zase in samo zase. Čeprav imamo zelo radi turizem, turisti so dobrodošli, ampak kakšno stvar moramo imeti pa tudi samo zase. Ta zvark je res samo enkrat na leto, jaga baba mora 3-krat čez ramo van ga plunt, noter zmlet 13 let stare podganje repe in še dodati neki sestavin, ki so pač njena skrivnost, in na koncev ga še šenkujemo, tako da turistični proizvod, ki nima profita, pa verjetno nekako niti ni proizvod. Jaz predlagam, da si sedaj pogledava tole jago babo. Moram priznati, da dobro zgleda tale jaga baba. Ja, o babah boš ti vedela kaj več kot jaz.
Hvala. Gospod Pipan, če vprašamo kogarkoli pravzaprav, katera je tista točka v občini Medvode, ki je mogoče turistično najbolj znamenita, bi marsikdo rekel Zbiljsko jezero. Bo to držalo? Seveda bo držalo, ne? Že od leta 1953 je Zbiljska točka tista, ki vleče veliko množico turistov. Sicer zadnja leta nas kar intenzivno dohiteva, mogoče celo prehitevajo Polhograjci, ampak Zbiljska noč s svojimi prireditvami z jezerom je sigurno tista, ki vleče obiskovalce in pač zdaj smo bili v preteklih tednih po Sloveniji in posod poznajo Zbiljsko jezero, tako da mi je kar malce v ponos in seveda veselje, da so vsi moji predhodniki na mestu predsednikov turističnih društev pač naredili to, kar so naredili. Turistično ponudbo nenehno dopolnjujete, videli smo igrala, bom najprej vprašala tisto, da sta se po toboganih dričala dva, ne bom rekla obilna popotnika, pa vendarle tista igrala so namenjena otrokom, kaj ne? Ja, tista igrala so definitivno namenjena otrokom, če bi to opazil jaz ali pa kdorkoli od članov turističnega društva, bi sigurno padla kakšna taka vzgojna beseda, kajti se dogaja, da se ljudje precej nekulturno obnašajo na teh igralih, tako da je igrišče ograjeno, da redno pač skrbimo za njega. Se pa najdejo seveda taki, ki pač govorijo, pa se jaz nimam 40 kil, ne, in potem mu lahko reče samo, da mogoče ego njegov presega teh 40 kil. V letošnjem letu ste tudi nekoliko, bom rekla, podaljšali plažo, če sem prav videla, nekoliko še lepši razgled imajo tisti, ki pridejo ob Zbiljsko jezero. Ja, sej zadnjih 10 let se vse nekaj povečuje. Pred 10 leti so Savske elektrarne izvedle prvi velik ekološki projekt sanacije jezera v Sloveniji. Pridobili smo več kot 2 hektara novih turističnih površin. Potem smo skupaj z najemnikom uredili Bistrodotik. Letos smo ga še malce razširili nad vodo. Vsako leto nekaj novega, tudi gostilna, v kateri se nahajamo, je izjemno dobro urejena. Lahko rečem, da ima najlepši pogled med gostilnami v naši občini, tako da sigurno imamo kar nekaj turistom ponuditi. Zbiljsko jezero je zelo znamenito tudi zaradi številnih ptic, ki so tukaj, predvsem labodov. Pa glede na to, da je bil včasih, bom rekla, bled sinonim za labode, sedaj pa vemo, da pridejo tudi kakšni blejski labodi sem kaj počitnikovati. Kaj jim pravzaprav nudite takšnega, da so tako radi tukaj? Zbiljsko jezero je za razliko od Blejskega jezera tako, da ni v celoti turistično izkoriščena obala. Se pravi, labodi potem, ko dobijo svojo dozo koruze in kruha, se lahko umaknejo
na miren del jezera in v miru pač se odpočijajo. Zdaj, zadnje leta so seveda imeli tudi precej alg za jesti, tudi to jim je pasalo, zato smo se tudi skupaj s Savskimi elektrarnami odločili, da enega dela obale vseeno ne bi kosili, da bi pustili tiste alge za labode. Je pa res, labodov je na Zbiljskem jezeru več kot 150 trenutno. Res je tudi, da se je ta številka povečala skozi zadnjih 10-12 let, da je prvi par priletov jeseni, labodi so ptice selivke, se pač tukaj je prezimil, naslednje leto so dobili mlade, prišli so drugi, tudi tisti z Bleda so jih tudi veterinari vozili na Zbilje, predvsem tiste, ki so se na Bledu poškodovali, ki so jih recimo obiskovalci izvesli, poškodovali, pa so jih pripeljali v Zbilje, zato imajo nekateri oznako BL. Če vidite tistega številko BL09, ime mu je Ferdo. Krasno, turisti pa jih naj ne bi hranili, razen če kupijo koruzo tukaj. Tukaj ne gre za nakup bi najbrž morali plačati davek na dodano vrednost. Zaradi tega pobiramo prostovoljne prispevke, lahko rečem, da so obiskovalci res tukaj kar precej vzgojeni, kar pomeni, da dajo, prispevajo ta prostovoljni prispevek iz tega denarja. Mi ne kupimo samo tiste vrečke koruze, ki jo pač oni vzamejo, iz tega denarja plačamo predvsem tisto koruzo, ki jo mi labodom krmimo tudi preko zime. Seveda pa je tukaj zelo lep pogled vsako jutro ob recimo 9-10 uri, ko gospodar gostišča Jezero krmi labode s kruhom. To je pa res en tak lep pogled, kot da se splača včasih priti zjutraj v Zbiljsko jezero. Ena izmed tistih stvari, ki jih turisti radi izkoristijo, je tudi čolnarjenje. Takšna ponudba se širi. Ja, čolnarjenje je seveda tudi ena izmed tistih rekreacijskih možnosti, ki jih ponuja Zbiljsko jezero. V zadnjih letih je naš čolnar Uroš Košir, ki je zdaj bolniško odsoten, nažalost, je razvil nov tip čolna, ki je išel iz blejskega čolna. Vsi vemo, da je ta model čolna star recimo več kot 80 let. Uroš je ugotovil, da so naši gostje malce širši, da pridejo z družinami, z 2 otrokoma, da se ti želijo zadaj usesti, zato je zadaj ta čoln malce širši, bolj plituje zaradi tega, da gre lažje po tej plitvi vodi, predvsem zaradi alg je bila plitva, zdaj upamo, da bo spet normalno globoka. In vsako leto naredimo en čoln, čoln je narejen iz mecesna, lahko rečem, da je to kar umetniško delo, da je to prava tradicionalna obrt, da je v naši čolnarni cela delavnica, da imamo posebne priprave recimo za krivljenje macesnovega lesa, da je že samo to, kako kupiti pravi hlod macesna nekje na Jezerskem, že kar malce znanosti, da Košir in tam gor tisti kmetje hodijo in gledajo, kateri je pravilno kriv, da se bo dali z njega čoln narediti. Tako da je ta zbiljski čoln sigurno ena od zanimivosti. Teh stvari, ki jih pač nudimo za rekreacijo obiskovalcem je še več. Lahko rečem, da smo letos s pomočjo športnega društva Zbilje uredili 3 nova igrišča za odbojko na mivki. Vso tisto mivko, ki je pač bila še od sanacije Zbiljskega jezera, ko so na enem delu jezera ven potegnili precej mivke. Tisto mivko smo zdaj mi nadomestili s pravo mivko, na kateri se lahko izvajajo tekmovanja, tako da je tudi to igrišče sedaj urejeno. Poleg tega pa so seveda urejena še druga igrišča na prireditvenem prostoru, tako da obiskovalcev je polno in obiskovalci zdaj kar izkoriščajo vse te možnosti, ki jim jih nudimo. Sicer pa zbiljski turizem temelji na dnevnem družinskem turizmu. Ja, mi smo se pred, lahko rečem, 18 leti, ko smo mlajši Zbiljci, takrat še pod vodstvom Korla Vernika prevzeli krmilo tega zbiljskega turizma, odločili, da si želimo enodnevne turiste, družine. Temu se danes zelo lepo strokovno reče destinacijski menedžment. Mi smo takrat pač razmišljali, komu naj bi ponudili Zbiljsko jezero. Odločili smo se, da so to enodnevni družinski obiskovalci. Zbiljsko jezero je v sredini med Kranjem, Ljubljano, Škofjo Loko, Domžalami, tako da je čist logična izbira. Zdaj, temu smo prilagodili tako ponudbo otroških igrišč, tako lokal ob jezeru je pač namenil en kup svoje gostinske ponudbe najmlajšim obiskovalcem, tako da lahko rečem, da je to bila prava odločitev in da je pač treba samo razvijati. Hvala lepa. Rok, če rečem, da sediva pred tvojo rojstno hišo, mi boš oporekal?
Ne bom. Dejstvo je, da sem v bistvu prvih 5 let življenja preživel prav tukaj. Kakšni spomini te pravzaprav vežejo na otroštvo? Tako, no, res je, da se prav precej tega ne spomnim, glede na to, da sem se s 5 leti že odselil od tukaj iz Bil. Ampak vsekakor na te kraje, še posebej pa na ta kraj Izbilje, Izbiljsko jezero, me veže veliko lepih spominov. Predvsem zelo dobro se spomnim vseh trenutkov, ki sem jih preživel s svojo varuško, gospo Hočevar. Si morda že takrat pri 5 letih si želel postati športna zvezda? Ja, jaz mislim, da je bila nekako moja misija biti športnik. Ukvarjal sem se z večjimi športi na tej poti, potem sem se nekako našel v deskanju na snegu. Je pa res, da vedno sem bil zelo močno povezan s športi. No, danes si zagotovo eden najboljših slovenskih športnikov. Kaj ti pravzaprav pomeni več? Medalje, pokali, nazivi ali morda potovanja? Ja, o tem sem kar precej razmišljal v zadnjem času. Tako bom rekel, no, na koncu tisto, kar res ostane, potem ko človek pogleda nazaj, so te trenutki, ki jih doživi v komunikaciji z ljudmi, med potovanji, vsi kraji, ki sem jih videl na tej poti. Trenutki, bom rekel, no, občutki, ki jih nek športnik doživi na tej poti. No, zdaj ne samo po zimi, tudi po leti rad potuješ, surfaš oziroma deskaš tudi na vodi. Katerikrat je mogoče ti ostal najbolj v spominu? Ja, to je zelo težko vprašanje. Tako bom rekel, najbolj mi vedno, najrajši se vračam vedno domov in nekako tudi najbolj sem vezan na te kraje. Je pa res, da vedno rajši, vedno več tudi potujem, tako da vsi kraji, ki so povezani z oceanom, mi nekako najbolj ostajajo v spominu. V tem trenutku, če zelo na hitro, bi rekel Čile ali pa Mauricius, Madagaskar. To so kraji, ki mi ostajajo v spominu. No, zanimivo je, da ne izbiraš kakšnih luksuznih hotelskih variant, raje se družiš z domačini. Kako njim pravzaprav predstaviš našo državo oziroma tvoj kraj? Ja, to je ena taka zelo zanimiva stvar. Glede na to, da sem non-stop po hotelih, se potem, če se le da, izogibam hotelov. Tako da se zelo rad pomešam z lokalnimi ljudmi. In ena zelo dobra izkušnja je bila prav letošnje potovanje v Oman, ki je v bistvu arabska država, muslimanska, precej drugačna od teh naših krajev. In tam moram reči, da smo se zelo dobro spoprijateljili z parimi lokalnimi ljudmi tam in pa tudi jaz mislim, da jih zelo zanima, kako naš svet izgleda. Jaz se trudim, da Slovenijo, predvsem pa kraje, od koder prihajam, predstavljam v čim boljši luči. No, s potovanji je povezana seveda tudi kulinarika. Kje se dobro je? Dobro se je tudi v Sloveniji, ampak dejstvo je, da jaz sem bolj pristaš mediteranske hrane. Na nek način tudi nekih bolj eksotičnih okusov, ne vem, naprimer indijska hrana, indijske začimbe, tako naprej. Tako da moj okus kulinarični je precej širok, je pa dejstvo, da zelo rad dobro jem in sem za eno dobro večerjo pripravljen potovati tudi več 100 km. Imaš morda predsodke pred kakšno hrano, česa ne ješ? V bistvu jem več ali manj vse, zdaj v kakšni fast food restauraciji me pa verjetno ne boste srečali. Kje se vidiš čez 5, morda 10 let? Ja, to je tudi eno tako vprašanje, ki je v bistvu zelo težko odgovoriti v tem trenutku. Ampak jaz mislim, da nekako želim si, da bi po končani športni karieri par let, ne vem, 2, mogoče 3, preživel nekje v drugem okolju. Potem pa, ko se bom nekako uspel posloviti od te športne kariere, tudi mentalno, psihično, pa mislim, da se bom kar vrnil v Slovenijo in pa verjetno bo moja pot precej vezana na poslovno življenje. Še to me zanima, s čim se v bistvu najraje sproščaš? Kot sem že rekel, zelo rad poslušam glasbo, branje me zelo sprošča, pa na primer igranje klavirja.
Veliko je krajev po svetu, kjer se zelo dobro počutim, kamor se vedno znova rad vračam, ampak bi pa rekel, da najraje se pa vedno vrnem domov in tudi mislim, da sem najbolj vezan na te kraje. Torej se tudi tukaj verjetno najbolj počutim. Na sredi sobe je ena striga, počasi lize grozno miga. V meni pa narašča histerija, okoli mene huda je norija. Gre malo desno in malo levo, iz mene dela pravo revo. Že čutim, da popuščajo mi živci in da me nobena ne drži. Ojoj me jo, ojoj prejo, ojoj, 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 ojoj prejo. Nikjer nikogar pred mano striga, še vedno lize, še bolj miga. Po rokah, nogah čutim že mravljince in pred očmi se hitro mi megli. Morda pa fant moj me reši danes, saj on je neustrašni Janez. Vse popravi in se pozdravi, še kaj hudo me kje boli. Lahko pa reši me tudi Miha, najlepše mi na dušo piha. In pravi mačka, pa rad poškačka, in se živali ne boji. Ojoj prejoj me še vedno miga, ta grda in nesramna striga. Le kje so zdaj rešilci in gasilci, da rešijo ogromen mi problem? Kako lepo je biti srečen, ko problema rešen si. V srcu ogenj zagori in strige sredi sobe ni. Če človek drugemu pomaga, tudi njemu je lepo. A naj bo striga, ki rada miga, tako pa je srce. A naj bo striga, me nič ne briga, da srečni le smo vsi. Na sredi sobe je ena striga, počasi lize grozno miga. Le kje so zdaj rešilci in gasilci, da rešijo ogromen mi problem? Kako lepo je biti srečen, ko problema rešen si. V srcu ogenj zagori in strige sredi sobe ni. Če človek drugemu pomaga, tudi njemu je lepo. A naj bo striga, ki rada miga, tako pa je srce. A naj bo striga, me nič ne briga, da srečni le smo vsi. Ja, lahko rečemo, da se ne more prav vsaka vas pohvaliti z eno svojo kroniko. Na tej knjigi sicer piše življenjska zgodba Janka Šetine iz Bil, ampak lahko rečemo, da je to vendarle ena kronika vasi, v kateri živite. Povejte, vi se dobro spominjate tistih začetkov turizma, dobro ste jih popisali tukaj v tej knjigi. Kakšni so spomini na tiste dni? To je pa posebna zgodba. Je sicer že precej dolgo časa, ko je v Biljah nastalo jezero, že prej se je lahko pisal, da bo to vse pod vodo, travnika, nive so bile, mivko so bili, plot je bil, vse je bilo, potem pa nismo mogli ljudi vedeti, kako bo to izgledalo, ko tega več ne bo. No in res je prišel ta mesec junij leta 1953, ki je to nastalo. V časopisih se je to veliko pisalo, reklama je bila in nekrat so ljudje hodili iz vseh koncev Gorenjske in celo z Ljubljane. Nekrat ni bilo avtomobilov, prišli so glavno s kolesi, Ljubljančani so se pripeljali z vlakom do Medvod, potem pa pešo z Bilje
potem pa hotel gledati. To je bilo čuda. Vi imate kar precej teh fotografij v svojem osebnem arhivu. Kako vam je uspelo to ohraniti za prihodnost? Nekaj je to narobe, malo jih imamo, dekrat smo imeli malo aparatov, dekrat je bilo to težko nekaj poslikati. Nismo imeli aparatov, nekaj spominov pa je, ja. Ko da bomo lahko za nam, to bomo toliko pokazali. Povejte, jaz se še spominjam, mi smo se vozili s čovnom po jezeru, take uvalice so na drugi strani. To čolnarjenje je en tak sinonim recimo za te lezbile. No, to je bilo pa spet nekaj posebnega. S čovnom se voziti pri Zbiljah, nismo nikoli videli ne morja, pa ne jezera, pa smo pa jezera tlaka imeli. Čovn je bil pa tako, da prvi čovn je bil narejen tako kot v naši vasi, doma. Vi se dobro spomnite, kako se je prvič imenovala Zbiljska noč. Takrat ni bila Zbiljska noč. Kako? Začelo se je to je bila Beniška noč. Kaj ne vedeli, da se bo Beniška noč, pa smo se pa na sestanku pohvalili, kako Beniška noč, to ne bo Zbiljska noč, in pa se pa to premandvalo in ta tradicija je pa potem še danes je to. To je bilo toliko ljudi, da to ne morete misliti. Takrat je bilo na obali malo prostora, da je obala dosti večja, ni se dal premikati, nič. Kelnarce smo imeli nekaj prodali, nič nisem mogli. Bili smo pa še do Šanka in tam so ostatok čakali po koncu. Se še spominjam tistih dni. Povejte mi še nekaj, kako vam je Zbiljcem uspelo, da se tole jezero imenuje Zbiljsko jezero? To je pa dolga zgodba. Ko je to začel takrat, veste, Zbilja je pa takrat majhna vas, malo daleč, ko se jo poznali. Poznali so jo do Podgora, kjer so vozili ven pesek in mivka in so pa šli, tu smo vedeli, da je to v Zbiljah. Ljubljana pa ne čuje, kaj je to Zbilje. Vedeli so Medvode in v Medvodah je tu nekaj takih, ja, da je pa Medvode, bo to Medvoško jezero. Pa ni bilo samo to, to se je začel pa pisati, pa jezični dvoboji so bili, pa so pa še 18 mest posegli, tudi nekaj njihove zemlje je šlo pod vodo, jezero bo Semleško, tam je Semleška fala, pa to je cerkev, pa to bo nam pa še. No, pa mi pa smo imeli sestanke, pa to, rekel, nikako je največji del škode je bo na Vilu in v centru Zbilje to je in smo potem vztrajni smo bili in smo zmagali. Najlepša hvala za pogovor. Zdaj smo prišla že na zelo hud teren tam okrog Smlejcev pa Zbiljcev. Najbolje, da rečeva lahko noč, a ne? Hvala lepa. Hvala. No, pa smo prišli do konca in kako rečemo na koncu? Ja, veliko novega smo izvedeli, veliko starega smo na novo obudili. Ja? Kam pa vidva gresta? Jaz grem dam. Jaz imam pa že tula tiket za avion, tako da, kad naslednjo brd sem pridem, bi vas pa lepo prosil, če bi lahko saj že izšolane vodnike imeli, ne pa da s takimi tiči okoli skačem, aj prav? Ja, torej, če sem prav razumela, gresta domov? Ja, domov. Domov gresta. Torej se mi vidimo v naslednji oddaji, odpiramo zelena vrata. Drugemu sestre in bratje, reznivo do tujih ljudi. Ob milu molitvi in pitju, naš rod že stoletja živi. Tu je naš dom, tu smo doma in tu nas zimlje val morja. Na vse smeri gredo poti v svetlobi Božje milosti. Na vse smeri gredo poti v svetlobi Božje milosti. Tu je naš dom, tu smo doma in tu nas zimlje.